Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Neprespane noči so bili, veliko dela je bilo vloženega. Koliko je bilo tega vloženega dela do zdaj? Ja, mi smo prisotni na terenu praktično preko cele zime. Vse, kar smo lahko naredili v teh razmerah, smo do zdaj naredili. Bistveno tisto zimo, ki jo pa čakamo v pravem pomenu besede, jo pa ni. Temu smo se skušali prilagoditi. V sodelovanju z Žičnicami Kranjska Gora smo tudi namestili oziroma izdelali in razporedili vse količine snega, ki so bile na voljo, zato da smo dosegali ene standarde, ki jih FIS zahteva za tekmovanje, tako debeline snega kot širine terena. Zdaj smo pa v nadalje veliko odvisni od vremena. V sredi naslednjega tedna se obeta razjasnitev, kar pomeni za nas jasne noči in s tem tudi ohlajanje terena, ohlajanje snega in s tem tršo snežno površino. Prilagoditi se pa moramo glede na spremembo same vremenske napovedi. Ekipa je izkušena, motivirana, navajena vseh možnih situacij in upam, da bomo tudi tej kos. Koliko delavcev pa je bilo, pa mogoče koliko delovnih ur pa ste že zdaj tako približno vložili? No? V tem trenutku težko rečem kakšno številko, koliko delovnih ur je bilo narejenih, smo pa prisotni preko cele zime, ena manjši del ekipe ves čas v kontaktih vsak dan, zato da spremljamo razmere na terenu. V večjem številu se bo pa ekipa zbrala v ponedeljek, ko pride večja skupina za bom rekel, vsa dela, ki so potrebna, da se do tekme opravijo. Vsa ta dela, še veliko vas čaka, no, seveda, kot vemo, ampak vajeni ste pa vsega hudega, no, do zdaj iz preteklih sezon, še v letošnji zimi, ki ni prizanesljiva. Ja, zelo redko kdaj grejo stvari gladko, ne. Enkrat nam zagode od juga, enkrat novo zapadli sneg. Mi to jemljemo kot izziv, motivirani smo, morala je na višku in čakamo, da naredimo tisto, kar bo v naši moči. Koliko dela je bilo zdaj vloženega v samo pripravo proge, najbrž kar nekaj neprespanih noči, vse skupaj je za vami? Ja, za nami je kar glede na letošnjo zimo, glede na vremenske razmere, glede na skoraj nič snega, glede na visoke temperature, res precej neprespanih noči. Situacijo spremljamo že zadnji mesec, skozi smo računali, da bomo lahko neke dodatne količine snega naredili. To se ni zgodilo, tako da smo mogli s tem snegom, ki ga tukaj zadaj vidite, pripraviti progo do te mere, da upamo, da bo tekma lahko na najvišjem nivoju. Kakšno je stanje na sami progi? Snega ni na Obilico? Snega ni Obilico, kot sem rekel, vsak dan z temi teptalci poskušamo ohranjati progo. Je čas zimskih počitnic, tako da proge ne moramo zapreti, saj še zaenkrat ne. Tako da vsak dan delamo na progi, kot sem že rekel, skušamo zagotoviti zadostno količino snega, ki upam, glede na napoved, da ga bomo lahko z soljo utrdili. Koliko pa ste do zdaj že kaj utrjevali? Snega nismo utrjevali, s soljo še nič, ker pač strokovnjaki pravijo, da je sneg treba pustiti živ, bom rekel v navednicah. In zdaj predvidevamo od ponedeljka naprej s celotno ekipo, bo cel poligon zaprt in s celotno ekipo po nekem programu, ki smo ga uskladili tudi z odgovornimi na FIS-i, pričeti z delom. Pa še kar nekaj neprespanih noči bo, predvsem pa veliko upanja, ne? Da bo vreme malo pomagalo. Predvsem veliko upanja, gledamo na te 100 različnih aplikacij, kakšen bo vreme, pač se posvetujemo z meteorološkimi službami, vsak dan je pač nekoliko drugačna napoved in kot ste rekel, samo upamo lahko, da bo te zadnje dni, zdaj kot kaže, mečka bolj prijazno vreme in mi upamo ali pa bomo naredili vse, da bo tekma na najvišjem nivoju. Vreme, saj dolgoročna napoved je takšna, no, da se mogoče obeta kakšna mrzla noč. Ja, se tukaj ena mrzla noč ne pomeni velika, ne, tukaj zdaj tega snega rabimo več kot pol metra nekako utrjenega in nekaj spodaj sicer je utrjen, samo v teh toplih dnevih in s to vsakodnevno pač obdelavo snega se ta trdota zgubila.
Pomagale bi nam mogoče 3 mrzle noči, res mrzle, tako da večino dela bo z rokami. Ampak kot slišim, sem še za konec, ne, več kot ste vajeni takšnih razmer in optimistični, da to... Ste vajeni, ne, to smo letos že v bistvu enkrat dali skozi pri soorganizaciji Zlate lisice. Podobna situacija, še manj snega, mogoče smo ga mogli res s temi stroji zgrnjati na progo in utrjevati, celo v dežju. Tako da smo vajeni, imamo ekipo, v kateri zaupamo, lahko rečem, pa se ne bom pohvalil, najboljšo na svetu in jaz sem prepričan, da nam bo uspelo.